Dober dan. Hvala lepa za predstavitev, hvala lepa za sprejem referata na ta simpozij. Mislim, da se bojo stvari zelo lepo navezale na prejšnji referat, predvsem kako so ene stvari potekale konkretno v praksi. Jaz bom predstavil, sicer je seveda fokus na primeru Ljubljanske banke, ampak mislim, da lahko tukaj stvari apliciramo širše na gospodarske enote ali oziroma podjetja v Sloveniji, v Jugoslaviji, kako so implementirali umetnost, predvsem kako pomembni kupci so bila ta podjetja in pa v bistvu kako so prispevala k recimo širjenju neke kulturne infrastrukture za razstavljanje in pa nekim politično-ideološkim smernicam v demokratizaciji ali podružbanju kulture, ki pa je bila v nekem smislu zelo podobna tako kot se je recimo razvijala na Zahodu, kjer so uvedli sistem socialne države po drugi svetovni vojni. Jaz se tu osredotočam predvsem na 70. leta in v bistvu na začetku bi samo omenila predvsem na kratko ta del podjetij kot pomembne kupce. En del je bila recimo tako imenovana humanizacija prostora, neko je bilo izhodišče recimo strokovno, drugo pa v bistvu na nek način funkcionalno. Na začetku, da bi implementirali recimo ali pa kupovali različna dela, torej plastiko, kiparstvo, slikarstvo, so bile tudi pač na začetku te neke avantgardistične ideali sinteze različnih vaj, hkrati se je arhitekturna stroka nekako odmikala od čistega funkcionalizma k potrebam, kakor so rekli, ali pa današnje interpretacije po humanizaciji človekovega okolja in prilagajanju novim družbenim potrebam. V zvezi s tem je Edvard Travnikar v sintezi zapisal članku o povezovanju arhitekture, plastike in slikarstva, da v bistvu neke sinteze dejansko ni prišlo, ampak je šlo v bistvu za neko konstrukcijo improvizirane soseščine teh ustvarjalnih vej v skupnem prostoru. Sicer pa tudi sama seveda politika stremela k temu, da se, ali pa ideologija samega socializma, da se izboljšajo delovni pogoji in prostori, in to je primer članka iz glasila Ljubljanske banke, ki govori ravno o tem, kako je pomembna humanizacija poslovnih prostorov. To je fotografija iz poslovalnice v Zagrebu, v Zagrebčanki, zadaj vidite veliko tapiserija Murtiča. In v bistvu recimo ta humanizacija prostora je bila del hišnega ali korporativnega sloga banke, ki je nastala uradno pač kot Ljubljanska banka 1970. leta, in ta korporativni stil je zasnoval arhitekt Sergej, da se ga pa ne spomnim, takoj pride. Hvala lepa, Sergej Pavlin, kjer pač ni bilo samo pomembno, da so ergonomsko primerni prostori za delo, sicer pohištvo, ki je bilo sistemsko narejeno za velike prostore in veliko delovnih mest, da je bila prava svetloba, ampak del tega je bilo tudi pomembno, da so umeščeni umetniška dela in pa seveda zelenje, rastline. Drug del je že omenjena demokratizacija in pa družbene kulture. Že kaj to pomeni, že na 7. kongresu se je Zveza komunistov Jugoslavije zavezala k izboljševanju kakovosti življenja, višanju življenjskega standarda, seveda je tu pomembno vlogo imelo razvoj gospodarstva in pač tudi umeščanja recimo v boljše delovne pogoje likovna dela ali naročanje ali kupovanje. Pomembno pa tudi ta zadnji del, oziroma v razvoju samoupravnega socializma iz 10. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije 74. letja, torej v času sprejemanja zadnje ustave, kjer pa zelo konkretno vidite ta citat resolucije, ki govori ravno kaj to podružabljanje, demokratizacija kulture in humanizacija delnega okolja in tako dalje. Tako da zdaj, kaj to točno konkretno pomenilo na primeru banke, samo moment, čakaj, a to kaj dela? Ne? A to je, prosti,
Ne, to se premika iz rada malo dol, v glavnem miška ne dela. Tako da v bistvu, kakšno vlogo so tu imela podjetja? To, da so v bistvu pomembne celice družbenega sistema, ki so poskrbele za, da se v lokalno okolje tudi v bistvu, torej tudi finančno in organizacijsko, da so vajali in širili kulturno infrastrukturo. Hkrati pa je bilo to tudi pomembno zato, da so v bistvu v samih podjetjih različne te politične organizacije, torej govorimo ali o Zvezi komunistov, celicah Zveze komunistov v posameznem podjetju ali sindikatu oziroma Zveze socialistične mladine, da so ti organizirali kulturna društva. Če tako rečem, torej, da je že znotraj, kar je pomenilo predvsem to, da niso bili zaposleni le recimo konzumenti kulturnih ali pa umetniških vsebin in ponudbe, ampak da so se dejansko angažirali, da so sami ustvarjali. Ne, recimo konkretno v Ljubljanski banki so ustanovili pevski zbor in pa filmsko sekcijo, kjer so se zaposleni tako pač izpopolnjevali v fotografskih, filmskih tehnikah, hkrati pa so prispevali tudi fotografije pač za interne časopise. Tako da pa še to je tudi pomembno, ustanavljali so kulturne sekcije, ki so poskrbele za organizacijo kulturnih dni, abonmajev ali ekskurzij, organizacijo razstav in imeli so tudi kulturne animatorje, ki so res pač to poskrbeli, da je ta ponudba bila direkt v podjetjih dostopna. Tu bi pa izpostavila močno angažirano akcijo Zveze komunistov in predvsem tednika Komunist, Človek, delo, kultura, ki je v bistvu polletni akciji skozi politične enote in druge kulturne skupnosti dejansko infiltrirala, kako naj bi to podružbljanje kulture izgledalo, torej skozi Zvezo komunistov, sindikate, Zveze socialistične mladine, Socialistično zvezo delovnega ljudstva, vse dol do hierarhičnih lestvic v lokalni ravni, do kulturnih organizacij in drugih interesnih skupnosti, da so organizirali različne kulturne programe. To je pač prav predlog organizacije v podjetjih, pa tudi v drugih lokalnih skupnosti in videli bomo, kako so se v bistvu tega zelo dosledno, vsaj v Ljubljanski banki, pa bi si mislila tudi kje drugje, tega držali. Torej srečanja z umetniki, pogovori, organizacija in ustanovitev marksističnih knjižnic, primer recimo v glasilu Ljubljanske banke, to je bil mesečnik in na koncu je bil tudi vedno seznam, katera nova literatura je prispela v knjižnico, primer. Potem pa organizacije razstav umetnikov in pa spodbujanje odkupovanja del z teh razstav, pa kot že omenjeno ustanavljanje kulturnih društev in pa organiziranje različnih prireditev. Zdaj, kako se je v bistvu razširila ta praksa razstavljanja v podjetjih in negalerijskih prostorih in širila ta recimo razstavna infrastruktura, to mi je zanimiv zapis Janeza Mesesnena iz leta 1978 iz Sinteze o likovnem življenju v Ljubljani, kjer ugotavlja o tej res množičnosti razstavišč. Vidite tukaj primer od podjetij, hotelov do prostorov občinskih skupnosti, če tako rečem, kjer pa tudi ugotavlja, da je kakovost nihala. To pa pomeni predvsem to, ali so sistematično tesno sodelovali strokovnjaki za umetnostnega področja ali pa so bolj priložnostjo po neki lastni intuiciji prirejali razstave ali pa priložnostno ob obeleževanju posameznih praznikov, kar boste spet lahko konkretno videli na Ljubljanski banki, predvsem pri njenih podružnicah. Tako da na podlagi te, kako bi rekla, resolucije ali pa delovanja, evo zdaj pa dela, se opravičujem, vsem, da jo najdem, ker mi je zelo pomembno, da vidite, kako je res se aplicirala ta, kako bi rekla, navodila z tednika Komunist prav konkretno na Ljubljansko banko, da so dejansko odprli razstavo točno po tistih navodilih, kakor so bila napisana. Torej, da so se decembra 1976, torej, ko se je ta akcija komunista končevala, imeli prvo recital Cankarjeva Moja izba, potem so se srečali Kržišnik,
Rotovnik, pa še nekdo, ki ga ne morem vam tukaj navesti, ker ne vidim, da so razlagali, kako približati kulturo ljudem in kako podružabljati kulturo, potem so pa odprli razstavo, večina so bili člani grupe 69. Kasneje, že januarja, pa ustanovijo likovni svet Ljubljanske banke in jaz sem zelo vesela, da sta tukaj dva člana, gospod Aleksander Basin in pa gospod Brejc, ki sta bila predstavnika Ljubljanske kulturne skupnosti. Sestavljeno je bilo iz 7 članov, večina je bila iz Ljubljanske banke, ki so skrbeli za komunikacijo, marketing in pa čisto tehnično postavljanje, drugo pa seveda stroka iz Akademije za likovno umetnost, Zveze društev likovnih umetnikov in pa Kulturne skupnosti Ljubljana. Tu je osnutek poslovnika, kjer v bistvu vidite, kaj so si zadali, kako bojo predstavljali, da bo vsaka razstava imela tudi katalog, da bodo razstavljavci dobili neko simbolično darilo za to, da bodo honorarji za besedila, navodna nagovor in izbor. Predvsem predstavniki banke so pa se zavzeli, da bi razstavljali tudi pač komitenti iz banke, ki se ukvarjajo s tem področjem, da prihajajo tudi avtorji iz drugih koncev Jugoslavije in pa da se razstavljajo tudi otroške risbe, mladinske risbe, predvsem tiste, ki prihajajo iz natečajev mladinskega varčevanja. Namreč mladinsko varčevanje je bilo ena res pomembnih delov, storitev, če tako rečem, Ljubljanske banke, nasplošno bank v Jugoslaviji, kjer so že v bistvu od malih nog nekako navajali otroke k varčevanju. To je bil v bistvu v neki vrsti tudi finančno pismenjevanje. Ne le, da so bili prav ergonomsko pripravljeni in oblikovane poslovalnice prilagojene samo za otroke. Prvi takšnih primer je Mestna hranilnica Ljubljanska leta 60-61 odprla prizidek v pritličju, potem kasneje, ko so se gradile nove stavbe za te banke, so bile prav posebne sobe za otroke. Poleg tega pa so tudi začeli sistematično uvajati recimo teme šolske hranilnice ali pionirske hranilnice, kjer so se otroci v bistvu sami učili nekih osnov poslovanja. In pač veliki praznik je bil 31. oktober, mednarodni dan varčevanja, in potem so bili razni razpisi in pač otroci so poleg pesmi o varčevanju imeli tudi različne slike. Takole, ta likovni svet je predvsem bdel nad razstavnim programom v avli poslovalnice na Trgu Republike 2. Hkrati tudi svetoval drugim podružnicam in pa v bistvu bil tisti neki posvetovalni odbor, kako odkupovati za opremo poslovnih prostorov, predvsem tam, kjer so se gradili ali pa obnavljali novi poslovni prostori, predvsem poslovalnice po Jugoslaviji in tudi v tujini. Ampak niso prirejali samo teh likovnih razstav, je bilo širše, so bile recimo skupinske razstave, samostojne razstave, razstave knjig in pa razvoj inovacij, povezovanja znanosti in gospodarstva. Namreč banka je tudi financirala različna raziskovanja, tako raziskovalnih skupnosti, kot nenazadnje kreditirala razvojne oddelke v posameznih podjetjih, primer recimo Iskre. Tako da to je primer inovacij, čeprav meni je zelo zanimivo, da mi tam vidimo pohištvo, ne. Tako da to je tudi to očitno štelo. Zdaj bom pa v bistvu vam nanizala nekaj razstav, ki so se zvrstile v Ljubljanski banki, v bistvu bomo šli torej v avli na Trgu Republike, hkrati pa ampak bom šla po letnicah, tako da boste videli recimo te odmike in načine organiziranja teh razstav. Torej, že leta 77, ko se začne sistematična dejavnost razstavna, vidite tukaj nanizane razstave. Kot sem že omenila, so bile tudi tematsko pogojene z obeleževanjem letnih praznikov, recimo Eve Šubic imel študij mozaika na Dražgoški spomenik, ko so obeleževali ne le 9. maj, dan zmage, ampak tudi Titov rojstni dan, njegovo obletnico na čelu partije, ustanovitev v bistvu Komunistične partije Slovenije in pa, kot rečeno, osvoboditve Ljubljane, ali obeleževanje obletnic
posameznih umetnikov. Jaz bi tu še tudi se navezovala, Apolonijo Zvest in Kjar Meško sta bila predstavnika zveze, torej Akademije in pa Zveze likovnih društev Slovenije in tudi ona sta pogosto bila razstavljalca in pa tisti stroka, ki je bila kot kulturna skupnost, gospod Basin, ne, recimo je tudi bil eden izmed piscev oziroma predstavljanju umetnikov in pa drugi. Tako da so bile tudi te neke povezave. Tu bi v bistvu se navezala na to, kar je že bilo omenjeno, ali kulturna diplomacija, jaz pa tudi lahko rečem gospodarska diplomacija, način instrumentaliziranja umetnosti ali pa kulture za gospodarske stike. Recimo leto 1978 je Likovni svet organiziral v Moderni galeriji razstavo Ivana Generaliča in s tem so v bistvu obeležili priključitev Podravske banke iz Koprivnice Ljubljanski banki. Tu pač tudi vidimo, kako v bistvu je izgledala to razstavišče. Razstavišče je bilo prvo, ko pridete še zdaj v Ljubljansko banko na desni strani, tisti del je zdaj kar spremenjen in tam so postavili panoje, pa tudi na levi strani, kjer je zdaj v bistvu to majhno razstavišče, kasneje pa so se stvari predvsem osredotočile na ta levi del. Tudi to so vse fotografije iz glasila Ljubljanske banke, kot vidite, je bilo bolj pomembno, da so pokazali, kdo je bil na otvoritvi, kot kako je v bistvu razstava izgledala. To mi je tudi zanimivo, no, kako v bistvu Jakac in Schellhauser korakata po otvoritvi, ne, svečanost in pač tu so se srečevali, vedno so bili prisotni kakšni politiki, funkcionarji visokega ranga in pa seveda generalni direktorji ali pa generalni direktor banke. Čisto morda druga slika, ko vidite Dolanca, je levo generalni direktor banke, gospod Smole. To samo omenjam zato, ker za na konec, ne, kako je bila ta povezava med generalnim direktorjem banke in Zoranom Kržišnikom z organizacijo določenih razstav mimo likovnega sveta. 89, 80, to mi je tudi zanimivo, bi izpostavila ravno tisti del, ne, da se povabi tako komitente banke in pa iz drugih koncev Jugoslavije, tukaj recimo za hrvaškega slikarja Velimira Trnskega, ki so mu priredili razstavo, potem ko je tudi rešil kar nekaj slik iz tega zelo hudega potresa v Črni gori. Ali pa obeleževanje zoper nekih dogodkov, kot je bila recimo druga konferenca bank držav v razvoju, torej ta neka povezava znotraj organizacije neuvrščenih in gre za razstavo Afriške mere za zlato in skulpture in bron. Vidite, da je to v bistvu gre za celo stran v časopisu in predstavitev te razstave, pa ki je pač nastala v organizaciji Muzej afriške umetnosti iz Beograda. Kaj pa se je v bistvu dogajalo na periferiji in pa v drugih koncih Jugoslavije in sveta? V bistvu že pred tem, recimo strukturiranimi napotki Zveze komunistov, so nastajale razstave v podružnicah in pa poslovalnicah izven Ljubljane, tako že leta 1973 v bistvu predstavijo mladega umetnika v kar poslovalnici, ko so na zidu za šalterji postavili njegove slike. Tu so se v bistvu zavzeli, da bi še naprej podpirali mlade umetnike na začetku njihovih profesionalnih poti. Jaz sem dejansko potem uspela govoriti z avtorjem tega članka in ki je moral to organizirati in sem ga vprašala, kako pa ste prišli na to pobudo, ne, ker vemo, da njegova žena je delala v umetnostni galeriji, pa ker to ni bila povezava, rekel, ja, pač mogli smo, to je bil za marketing, za promocijo, tako da mogoče tudi pokaže nek ta odnos, ne, glede na to, da je imel kustosinjo v hiši in kako pomembno je pač tudi neka promocija za umetnost, so čisto v bistvu marketinško razmišljali, da je to fajn, da je to nekaj novega, da pritegneš lahko tudi komitente, pa fajn, mogoče lahko še poslovalnica zgleda. V Beogradu so tudi že začeli leta 1975 prirejati razstave, improvizirano so v poslovalnico vsake toliko časa, očitno 2-krat na leto, glede na vire, postavili panoje in tja gor namestili likovna dela v sodelovanju z
profesionalnimi inštitucijami, predvsem je šlo tu za obeleževanje dan žena in pa 31. oktober, mednarodni dan varčevanja. Vidimo, da prva razstava oziroma druga za dan žena je nastala v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti in pa Narodnim muzejem Požarevca. Kasneje pa so še sodelovali z Društvom likovnih umetnikov Srbije in tu so zopet se v člankih pojavila, koliko je to fajn, ne, da predstavljamo umetnost, da so tako zaposleni kot širša javnost, ki ne hodi v muzeje, srečava z umetnostjo in podobno. Tukaj pa vam v bistvu samo še naštevam vse ostale razstave, ki so se zgodile v bistvu do začetka 81. leta, upam, da je vidno. Namreč na periferiji so se dosti osredotočili na to, da so prirejali razstave amaterjev, predvsem v Celju so zasnovali v poslovalnici mali likovni salon in se povezali z Društvom likovnih amaterjev iz Celja, kjer so ti tudi razstavljali, eni so bili tudi zaposleni v banki, podobno je bilo v Novi Gorici, Cerknici in pa v Slovenj Gradcu, kjer so pač predstavili dela tudi zaposlenih. Za 8. marec meni je zelo zanimivo bilo tudi njihova argumentacija za to razstavo. Namreč ročna dela po delu ustvarjamo tudi v prostem času in s tem naslovom so želeli sporočiti, da imajo ženske poleg službe in gospodinjskega dela doma še čas, ne, da v bistvu lahko vezajo gobeline in tapiserije in podobno. V kasnejših razstavah so pa tudi v bistvu, saj, kolikor je zabeleženo zdaj podatkov tudi v arhivu ni, ali koliko dejansko je bilo še kakšnih razstav iz zbirk in sodelovanja umetnostnega paviljonja zdajšnje galerije v Slovenj Gradcu. Tukaj bi pa zdaj se navezala res na konec, za konec pa ravno na prejšnji referat o tej kulturni diplomaciji in kako je bilo vse to povezano med sabo. Namreč že leta 1979 se začne z dopisom iz Moderne galerije Zorana Kržišnika, direkt naslovljenega na gospoda Smoleta, generalnega direktorja banke, da bi bilo zelo fajn, če bi se nekako organizacijsko in finančno podprla razstava v New York oziroma v Ameriki. Ne. Zdaj so neka dopisovanja, konkretno se v letu 80 to še ne realizira, vse poteka mimo likovnega sveta, za kar se predsednik likovnega sveta v bistvu kar malo pritoži v zapisnikih oziroma poročilih delovanja. Ker nekako ne dobijo prostorov, se tukaj angažira še ambasada v Ameriki Budimir Lončar, da najde prostore in jih najde v Manufacturer Hanover Trust v New Yorku in Svetovni banki v Washingtonu. Tam je tudi zapisano, da naj bi ta razstava šla še v Los Angeles, nekih podatkov teh na zapisnikih nisem dobila. In pa tudi lahko še na prvi referat se tu nekako navežete, kdo so razstavljalci. Druga razstava, ki je šla pa tudi mimo likovnega sveta, je pa ta v predstavništvu v Zürichu, v Ljubljani. To v bistvu šlo za neko obliko že potujoče razstave, kjer so dobili dela od Vesta Plonja in slikarja Silvestra Komelja in so tam tudi navdušeno razlagali, koliko je to fajn za promocijo Jugoslavije, predvsem turizma in njihove kulture. Zelo velik poudarek je na obisku turizma, kar pomeni v bistvu čisto praktično, da dobi banka devize. Torej ljudje dajejo vnos deviz v Jugoslavijo. Kar pa je šlo v kontekstu z likovnim svetom v organizaciji, pa razstava v Frankfurtu na Majni, namreč LHB je bila banka v mešani lasti nemško-jugoslovanski. Velik del je še imela tu Ljubljanska banka, poleg druge banke, mislim, da Zagrebška je pa Jugobanka. In tu so prirejali samostojne razstave in v zapisniku je tudi pač kako fajn, koliko so v bistvu del prodali in so tudi določene cene. V 80-ih pa se stvari nekoliko spremenijo, namreč nastopi gospodarska kriza, tako da v bistvu se zmanjša število razstav, zmanjša se tudi v bistvu, ni več koktajl pogostitev, kakor je bil to prej standard, ni več kataloga, temveč je samo zloženka, hkrati se zmanjša število članov v likovnem svetu, kjer so samo še predstavniki banke, vendar sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki, še naprej niso pa kot člani. In pa zaradi širjenja poslovanja se saj avla skrči na levi del, kakor sem že omenila, ampak razstave ne prenehajo, v bistvu ne prenehajo vse do danes in tudi danes še vedno sledijo standardu, da se poslovalnice in pač tudi poslovni prostori opremljajo z likovnimi deli. Bi pa tu še nekaj izpostavila. Namreč že omenjena
ta mala ustava, to je Zakon o združenem delu, je diktirala preoblikovanje gospodarskih družb v temeljne organizacije združenega dela. Torej, podružnice postanejo v bistvu mnogo bolj avtonomne, kar pomeni, da bolj avtonomno lahko odločajo, kaj bojo kupovale, kako bojo opremljale z likovnimi deli svoje prostore, pa tudi kakšne razstave bodo organizirale. Tako da, hvala lepa.